Popeljal jih je v svojo vinsko klet in jim predstavil domačijo, na kateri živi 9 članov družine Pečarič. Vsako leto obiščemo tega prvaka, zato smo danes tukaj in smo tega veseli, ker smo prepričani, da s tem ne, da samo delamo promociji Modri Frankinji, bolj pomembno je to, da se povezujemo, da si delimo zgodbe, da se nekako spodbujamo na vsej tej naši poti. V Posavju so že pred leti začeli graditi zgodbo Modre Frankinje, avtohtone slovenske sorte, ki je pomemben sestavni del tako cvička kot metliške črnine. Da bi povečali njeno prepoznavnost, od leta 2011 pripravljajo festival Modre Frankinje, ki bo letos 6. junija na Sevniškem gradu, kjer bodo 9. maja pripravili tudi mednarodno ocenjevanje Modre Frankinje. In prepoznavnost tako Modre Frankinje kot tudi kakovost se povečuje in s tem ocenjevanjem, ki je začetni del celotnega festivala v mesecu maju, želimo to dejansko še dodatno poudarjati in nekako širiti tudi izven meja Slovenije. Modra Frankinja raste v 8 evropskih državah, leta 2016 pa so nemški strokovnjaki potrdili, da tako kot Portugalka izvira iz vinorodne dežele Posavje. Je ena taka sorta, ki ima še velik potencial, ki še ni izkoriščen. Je prepričan Pečarič, ki ima v svoji kleti več vrst vina Modra Frankinja, tudi penino. Glede na to, da je to najbolj zdravilno vino, da vsebuje največ resveratrola, lahko še dosežemo neslutene razsežnosti. V Posavju so se lani lotili tudi z evropskim denarjem podprtega projekta Modra Frankinja žametno vino regije Posavje. Predvsem nam je v zadnjem obdobju največji izziv, kako povezati oziroma narediti nek ustrezen model povezovanja pridelovalcev Modre Frankinje, ker izkušnje iz tujine in tudi nekatere iz Slovenije nam govorijo, da določene blagovne znamke lahko uspevajo le, če so to neke skupne blagovne znamke, kjer se poveže več pridelovalcev, več odličnih vinarjev. Ustvariti namreč želijo turistični produkt, v katerem bi bila zajeta celotna vinorodna dežela Posavje, vključno z Belo krajino, pravi Petančič.